Pozdravljeni, dragi prijatelji, sporočam veselo novico. Še par dni pa grem na potovanje. To bodo zdaj moje najboljše potovanje. V to sem prepričan. Zdaj najprej naj povem, kam grem. Grem v Črno goro, na Kosovo, Makedonijo in Albanijo. Zdaj, kako mu rečem, da bo tole moje najboljše potovanje? Prav kako bo to tvoje najboljše potovanje? Saj si bil v Aziji, Južni Ameriki, pol sveta si že videl, zdaj pa praviš, da je tle na Balkanu najboljš. Ja, najboljše potovanje bo. Veste zakaj? Tle se domače počutim. Jaz v Črni gori sem tudi že parkrat bil, v Albaniji tudi dvakrat, v Makedoniji še večkrat. Čez Kosovo sem se sam peljal, tako da tu naštejem. Ampak glejte, jaz se bom tle znajdu, v to sem prepričan. Je to čist nekaj drugega, če bi šel jaz zdaj na primer v Brazilijo, ki nisem še nikoli bil, in tam par dni preden vse fore pogruntaš, pa tako naprej. Tako da iz tega vidika, ker mogoče bi bilo za gledalce bolj zanimivo. Neki, ne vem, Peru, Filipini, Indonezija, Indija. Ampak zame bo pa to najboljše potovanje. In mogoče vam ne zgleda to, se pravi te države, ki sem jih naštel, da ni kaj posebenega videti. Ampak veste kaj? Jaz sem rekel, Črna gora sem že bil, čudovita je, čudovita. Pa tudi, ko sem slikce gledal, pa ne sem Črne gore, tudi potem še Kosova, Albanije, Makedonije. To je tako lepo, da vam ne morem povedati. Tole špico, ki ste videli, te dron posnetki, tukaj ste gor videli Črno jezero v Žabljaku, Durmitor je to, potem ste videli potopljeno cerkev v Mavrovem, to je v Makedoniji, pa še majčken delček Kotorskega zaliva. Tu sem jaz že bil in imam dron posnetke, zato sem jih dal v špico, pa še na koncu jih bom dal pa malo daljš, tako da si tudi še to na koncu poglejte. No, zdaj, ko bom pa na potovanju, bom pa toliko dobrih dron posnetkov naredil, da vam ne morem povedati. V glavnem, no, jaz sem to že malo googlal, gledal slike, kaj za pogledati. A glejte, to je tako lepo, da vam res ne morem povedati. Tako da jaz se tega tako veselim, da tudi ne morem povedati. Je res, da zdaj sem malo na trnih, zadnje dni preden greš, imaš milijon stvari še za narediti. Malo si živčen, da ne boš kaj pozabil. Glejte, jaz moram telefon sprazniti, se pravi vse videe, slike dol, da bom v plec. Pa že časa nisem tu delal in če čem čist sprazniti, to imam pol dneva dela. Še več najbrž. Sicer delam vmes nekaj drugega, sem telefon mora biti priklopljen, jaz vse dvojne kopije delam, ne, na hard diske. Pri enega pol pa še drugega in to traja. Po me strah nam kakšne kabelne pozabil, zavarovanje zrihtati, milijon stvari je. Ampak, ko se pa enkrat usedem v moj avto, a ja, seveda, grem s Peugeotčkom, jaz sem od tega Peugeotčka zaljubljen. Tako da, ko se jaz v Peugeotčka usedem, takrat bo samo nasmeh do ušes, ker bom rekel, zdajle se pa začne lepo.
To mi je ful dobro, da mi še kolo s seboj vzel. To, tako ne, kakšna stvar, če greš peš, 3 kilometre je kar daleč. Z biciklom ni to pa nič. Tako da, ful čakam. Mislim, to bo ful dobro. Zdaj, za koliko časa grem? Grem za najmanj 3 tedne. S tem, da sem si rekel, če pa bo meni dober, pa da bom še kaj mu za videti, bom pa tudi podaljšal. Lejte, 52 let sem star, včasih sem delal po 350 ur na mesec, 12 mesecev na let, tako da me pa zdaj, če bom pa ne vem, 5 dni manj delal, se pravi, da en teden podaljšam, me pa ne bo hudič vzel, sigurno me ne bo. Tako da sploh nimam omejitev. Mislim pa, da bom podaljšal, zato ker tudi 4 države, si tu v končni fazi, tu bo hitro minilo. Zdaj, prvi cilj, ki grem, je Žabljak. To je Durmitor in grem v enem šusu z avtom, grem čez Zagreb, Gradiško, Doboj, Zenica, Sarajevo, Foča, čez mejo v Črnogoro, pol je pa Hmalta Žabljak. Tam imam hotel že rezerviran za 4 dni. Ne bom vam povedal, koliko sem dal za njega. Vas bom pa v prvem videu vprašal, kaj mislite, koliko da sem dal za njega. Me prav zanima, kaj boste rekli. Zdaj, v primeru, da še niste naročeni na moj YouTube kanal, se naročite, če vas seveda ta moj potovanje zanima, ker bom vsak dan med 20 in 20:30 objavil video. Ne vem zdaj tu, ali bo ob 20 ali 20:30, lejte, kdaj se bo tudi mogoče naredilo, da bom kaj zamudil. Sem pa prepričan, da to bo najboljši videi do zdaj, kar sem jih objavljal. Tako da, če še niste naročeni na moj kanal, samo kliknite rdeč gumb, naročite se, pa potem še zvonček. Popolnoma brezplačno, več kot 5 sekund cajta vam to ne bo vzelo. Zdaj, kdaj se bo mogoče tudi naredilo, da ne bo videa? Ker veste, jaz moram vse video posnetke, ki jih čez dan naredim, jih moram uploadati, ker imam en online program za urejanje, jih moram uploadati, in če nimam relativno hiter internet, ne gre. Pol pa, ki ga zmontiram, ga moram dol potegniti, se pravi, spet internet rabim, potem pa še na YouTube naložiti, se pravi, spet internet rabim. In kdaj vem, da bo prišlo do tega, da kakšen dan ga ne bo. Bom pa pol 2 objavil, ali pa v enem videu 2 dal, 2 dneva, ali ne vem še točno kako. No, skoraj sigurno tudi ne bom objavil videa tisti dan, ko bom šel na najvišji vrh Prokleti, to je gorstvo. Najvišji vrh je, če bi ga prevel v slovenski jezik, je Jezerski vrh. Mislim, da je 2600 pa še nekaj visok. Ampak mislim, da je 13 ur hoje tja in nazaj. Sploh ne vem, kako mi je to ratalo. In edina stvar na potovanju, ki me malo skrbi, je, kako osvojiti ta Jezerski vrh. Gruntam pa tako, šel bom v 5 zjutraj, se pravi, do 6 zvečer je že 13 ur, ampak gledajte, jaz zmeraj več rabim, kakor piše, tudi ko se malo ustavljam za snemanje, slikanje in tako naprej.
pač rabim več časa in če bom ob 8 nazaj prišel, bom ful zadovoljen. Če bom po 10, pa tudi nič narobe. Vse imam na telefonu lučko, pa si svetiš, pa je, ne, tu ponavadi ta zadnji del ni neki strm, pa tako naprej, pa bo šlo, ne, tako da ne bo problema. No, razmišljam, da si imam tudi kakšen dan, en dan si moram frej vzeti vmes. Mislim, tako da ne bo tukaj aktivno, se bom nekje uštimal ob nekem jezeru ali reki, ali pa mogoče tudi morju, ne vem, in bom en dan pa malo počival, malo ležal, malo se kopal, malo v luft gledal. Tu se sploh ne spomnim, kdaj sem nazadnje naredil. Tako da to nujno moram. Zdaj sem še na kratko povem, kaj vse si bom ogledal. Ampak tu se lahko ful spremeni, ker se veste, nekam prideš, zveš, neka stvar lepa, to moram iti pogledati, to moram iti pogledati. Zdaj plan je najprej Črna Gora, Žabjak, potem mesto Plav, ki je izhodišče za te prokletije, potem pa na Kosovo, pa po Kosovu mal, tam je kar nekaj zanimivih stvari, eno Ferato bom šel preplezati, šel bom na tiste Karavle, Košari, Paštrik, Priznen bom šel pogledati, to mora biti zanimiv mest, kjer je prestolnica Srbije včasih bil, mnogo let nazaj. Pol Metohija je znana po teh pravoslavnih samostanih. Jih je ful, tako da najbolj znana je Gračanica, to bom šel pogledat, ker mi je zelo lepa iz arhitekturnega vidika. Mogoče bom šel celo na Gazimestan. Pišite v komentar, če veste, kaj je bilo tam. Tako, no pa hribi, pa na najvišji vrh, Džeravica, v glavnem zanimivih stvari še pa še. Potem grem v Makedonijo, sam sem v nacionalni park Mavrovo, tudi tisti, una cerkev, ki ste videli, ker tam bliz je izhodišče za iti na najvišji vrh Makedonije, ki je hkrati tudi najvišji vrh Albanije. Tako da Makedonije bo samo to, ker ni za vse čas, po Makedoniji sem tudi že parkrat bil, potem pa v Albanijo. Ne vem, če bom sploh kaj na morje šel v Albaniji. Mene bolj zanimajo hribi, ker tam je nerazvit turizem, tam se bojo neke zanimive stvari, nepričakovane dogajale, sem prepričan. Tako da to, iz Albanije pa spet v Črno Goro bom šel pa ob morju dol. Skadarsko jezero sem enkrat bil čisto na kratko, to je fenomenalno. Tako da ta Skadarsko jezero ne smem ni pod razno spustiti. Potem pa ob morju nazaj do Kotorskega zaliva, tam bom šel pa še gor do Lovčena, pol pa niti ne vem, kje nazaj, kako to bom sproti. Mal še plan delal, tako da tudi to, kar sem vam zdaj povedal, bo lahko na koncu čisto drugače spalo. Ampak jaz bom gledal tako, da bo meni zanimivo, da bo vam zanimivo. V glavnem, hudo bo. Jaz se tako veselim, da vam ne moram povedati. Sam čakam, da se v avto usedem, samo to. No, glejte, tako, prej sem rekel, za minimalno 3 tedne grem. Pa rečemo, 25 dni. Veste, kaj me zanima? Kaj vi mislite, koliko me bo to 25-dnevno potovanje stalo? Dajte to napisati v komentar. Me res ful zanima, kaj to mislite.
Drugač pa tudi, ko bom pač že tukaj, na potovanju, bom tudi, če bo internet dopuščal, se bom tukaj na YouTubu, ne vem, 2-krat, 3-krat javil v živo, pa bom majčkeno odgovarjal na vaše vprašanje, kaj zanimivega bom povedal, pa tako naprej. Znam vas presenetiti, da se bom v živo javil iz kakšnega res, res hudega kraja, tako da bo zanimivo. Drugače, tu, ko sem googlal malo že te stvari, tu vidim, tu bo take hudi posnetki in fotke, da vam res bojo super. Kakšna jezera so tu, gore, fantazija, res fantazija. Tako da slike bom pa objavljal na mojem Instagram profilu. Tako da pejte na moj Instagram, po Tomaž Gorec me najdete, pa me sledite, tako da boste te slike videli. Pa malo v storijih tudi objavljam na Instagramu, tako da bom kar aktiven, tako da na Instagramu, če vas to zanima, se me splača slediti. Tako da tole sem vam zapovedati. Naslednjič se vam javim že iz Črne Gore. Pa zdaj še do konca pogledajte majčkeno te posnetke z dronom. Pa mi v komentar napišite, kakšni se vam zdijo. V komentar me tudi lahko karkoli v zvezi s tem potovanjem napišete. Aha, če že kdo potoval po teh državah, pa da pozna kakšne ful zanimive stvari za videti, naj mi prosim to napiše. Dobro, tu Kotor, pa Lovčen, tu vem, ampak take mogoče manj znane zadeve, ki jih je tudi na internetu težko najdeti, pa to je pa zmeraj dobrodošel kakšen nasvet, ali pa tudi, če imate kakršenkoli nasvet, rečete, ne vem, ste bili, ne vem, v Albaniji, pa ste tam SIM kartico kupili, pa je ful dobro delala, dajte mi napisati, v Albaniji kup tole SIM kartico, ki dobro dela, Tako da, če imate kakršenkoli koristen nasvet zame v vezi tegale mojega potovanja, dajte to v komentar napisati, lepo prosim. Nič, to je to, zdaj pa še malo priprav in upam, da se čim prej slišimo iz Črne Gore. Adijo, dobro se imejte.